Odlomek govori o prihodu Jezusa Kristusa. O prihodu bo na zemlji stiska zaradi vseh čudnih stvari, ki se bodo dogajale. Ljudje se bodo bali in jih bo strah, kaj se bo zgodilo. Jezus pa nam naroča, da ko se bo to zgodilo, se bojo vsa ta leta hrepenenja in veselja in pričakovanja spremenila v veselje in radost. Strah bo samo tiste, ki se niso držali njegovih načel, nas pa, ki smo se, pa ne bo strah in bomo pač lahko veseli in se veselili z njim. Skozi življenje se moramo mi skozi vrvati vseh grehov, vse, kar lahko slabega naredimo. Če se nam zdi, da bi lahko kdaj šli k spovedi, pač je bolj, da gremo, kakor da čakamo na primer do jutri, ker če pač si govorimo, ok, bom šel jutri k spovedi, bom šel jutri k maši, pač lahko, kaj če se zgodi ta dan sojenja v bistvu že danes zvečer, kaj če se zgodi jutri. In če pol ne bomo dost pripravljeni na to, nas lahko to stane nebes in vsega lepega. In ta odlomek nam govori ravno o tem, da moramo vsak dan živeti, kakor da pride jutri dan sojenja in se paziti vseh grehov, ki jih lahko naredimo. Ko govorimo o adventu, kar pomeni prihod, pomeni neko pričakovanje, zmeraj govorimo o dveh stvareh. Najprej o tem končnem prihodu, ko bo Kristus prišel ob koncu časov, kar mi tudi spovedujemo v veroizpovedi, kar verjamemo. Vsako nedeljo gremo na avtopilota, Gospod, ki bo prišel soditi žive in mrtve. Evo, to je prvi del. Drugi del adventa pa je posvečen bolj temu spominu, kako je Jezus prišel v mesu pred 2000 leti. Druga oseba presvete Trojice se je utelesila, se je prevzela to človeško podobo. In advent zmeraj prinaša to napetost med tema dvema prihodoma. Eno je vrnitev ob koncu časov, drugo pa to, kar smo mi že izkušali. In nas ta drugi del mora zbuditi, ker nas je Bog presenetil. Bog je prišel kot otrok in noben je tega pričakoval. Zdaj vajmo, česa je ta tip dejansko zmožen. Izbran odlomek za leto C je iz Lukovega evangelija. Letos bomo se ustavljali pri Luku, večinoma nedelj, in govori torej o tem koncu. Na začetku je zmeraj dobro imeti pred očmi cilj, da vemo, kam iti, da lahko našo pot prav orientiramo. In ta konec je dokaj dramatičen. Ampak pojdimo od začetka. Ko razmišljamo o nedeljskih berilih, je ta povezava med prvim berilom iz Stare zaveze pa evangelijem zmeraj zelo močna in nam prvo berilo zmeraj daje nek ključ razumevanja, kako vstopiti v evangelij. Danes poslušamo Jeremija 33. poglavje, ki naznanja eno čudovito obljubo. Pridejo dnevi, pravi, izpolni bom obljubo, pravičnost požene, izvoljeni bo rešen, mir bo zavladal. Ampak Jeremija to govori izgnancem v Babilonu. V času neke totalne krize oznanja nekaj lepega. In že to je mogoče dovolj, da bi lažje razumeli in odlomek in življenje. Stiska, kriza, torej ni neka slepa ulica, ampak moramo iti mi skozi neko krizo, da pridemo do nečesa lepega. Kaj je torej to sonce, luna, zvezde, stiska, folk, ki bo od strahu umiral, nebeške sile se majajo? Kaj to pomeni za nas? To, kar Jezus govori na začetku evangelija. S tem, ko je Bog ustvaril sonce in luno, je uredil tudi dan in noč, neke oporne točke, nespremenljivke, neke aksiome, stvari, ki se ne spreminjajo, na katere se mi lahko zmeraj zanesemo. Sonce je bistvenega pomena za nas. Razsvetljuje dan, odmerja čas, določa letne čase, smer neba, ogreva nas, neka kmečka zdrava pamet, če hočete. In če otemni, ne preživimo. Pa luna upravlja noč, zvezde, po katerih se mi orientiramo, nek notranji kompas predstavlja, in če ga ni, smo izgubljeni. Ampak to besedilo, ki se zdi mogoče kot grožnja, ki je grozljivo, ampak je grozljivo samo v prvih par vrsticah, ker takoj zatem v istem dahu Jezus že oznani: in tedaj bo prišel Sin človekov na oblakih neba. Tedaj ga boste videli z veliko močjo in veliko slavo. Tedaj pravi: dvignite glavo. Veste, vsako situacijo, posebej neko težko zagatno, mi lahko preživimo na dva načina.
In o tem Jezus danes govori. To sta dva tipa človeka. Prvi, ki pred problemi zbeži, se razuzda, oziroma mogoče božje rečem, se razuzda, se ne pusti več voditi, se opijani, se odtegne od realnosti, se omamlja, se noče soočiti, se predaje skrbem tega življenja, pravzaprav se ne zna več veseliti in išče utehe v neki gotovosti tega sveta, v delu, bogastvu, v neki minljivosti. Nekdo, ki se noče spoprijeti z izzivom življenja. Ker vemo, da življenje ni lahka stvar. Mi smo poklicani v življenje z veliko začetnico. Kdor bi mislil, da je to nekaj simpel, nekaj preprostega, je bil na neki točki pač hudo prevaren. Življenje je resna stvar, je poklicanost v nekaj plemenitega, velikega, nekaj, kar nas presega. V velike reči pa naj so nikdar lahke. Zmeraj vključuje tudi neke zrele, konkretne odločitve, ki jih pa razuzdan, omamljen človek pač ni zmožen narediti. Drug tip človeka, h katerem nas pa Jezus vabi, pa je, pravi, ko je najhujše, ko smo mi do vratu v dreku, takrat je treba pokončno dvigniti glavo, vzravnati se, da bi živeli življenje pričakujoč Gospoda. Dvigniti glavo pomeni videti preko, pogledati čez, kar nas čaka, videti, kaj se v ozadju skriva, kaj prihaja naproti nam. Bog je dober Bog in nam daje predvsem to, kar mi res rabimo, kar pa ne sovpada zmeraj s tem, kar prosimo. Zato včasih tudi težave pridejo. Ampak Jezus pravi nas opozarja, glejmo preko, poglejmo, iščimo tudi v teh težavah, v stiskah tega življenja, iščimo Boga. Mi celo življenje nekaj čakamo. In advent je pač tak profesionalni čas čakanja. Ampak letošnji advent bi rad začel z veselo novico. Čeprav mi dostikrat čakamo, smo tudi mi čakani. Bog nas čaka. Evo, med tednom pri sveti maši, v molitvi, ne vem, v bratu in sestru, ki je v stiski, pustite se mu najti v tem adventu.